pa dejansko vlagate v promocijo teh bendov, ki igrajo pri nas? Kakšen je dejansko ta marketing del pri nas? A veš, preden bend dejansko nastopi v okviru tura? Mislim, zdaj spet, zdaj smo bili dost nefokusani na anime stvari, tako da tukaj v bistvu delamo z tandemom Dirty Skunks, ki sta že kar legendarna na slovenski sceni, ki delata praktično celo Metelkovo. Tako da smo se z njimi povezali, tudi one dva dost promota skupnosta. Prej je bilo veliko lažje, v bistvu, zato ker je bil community, se mi zdi, da nekako ful bolj kakor ne. Bolj povezan se ti zdi, mogoče kaj, zaradi socialnih omrežij, da so se čisto ja, to je ful ironija. Prej, ne vem, prej sem tudi doskrat blažal, ker je imel še Slovenije, pa to čez, doskrat pomagal, itd. Pa, a veš, pa si v bistvu samo postal. V začetnih fazah Slovenije je bil samo forum, socialno mrežo sploh še niso obstajali, je bil community skup in povezan in želel so ustvariti. Malo nas je bilo, ne? Ja, ampak smo bili povezani, pa imeli smo željo. Točen to. In pač takrat na začetku mi smo iskreno nismo rabili veliko. Mi Facebook adsov po moje glih do Heidi do 2014, ki je začel downhillati. It's like selling to your family, literally, zato ker veš, da bojo. That sounds so dirty, like multi-level marketing, like selling to your family. Zdaj bomo naredili piramidno schemo. Ti si peškote in si jih ponudil pač svoji familiji, valjda, da bojo vzeli. Za denar. Itak, in tudi plačali bojo, ker te imajo radi. Dej, Ivana, ti se spomniš, koliko je bilo folka na Novoletki, takrat, ko je bilo v knjižnici Otona Župančiča? Na okrog rekel, da je mogoče 300-400 folka, da je bilo tako. Ampak, a veš, glih to je fora, teh 300-400 folka, mi smo se praktično vsi med sabo poznali. Pol ali manj, ali pa če se nismo, so se takrat spoznali in se vzeli, vidiš. Pa se to je bila že takrat največja fora, ko je bila še Novoletka, da folka, veš, ni poznal, niso bi zihar, a veš, nobenega tam ne poznajo, a še bo zelo tak, vsi so bili. To so bili praktično začetki tega. Vse po Makom, ki je ta prvi prišel, je bil že ful eksplodiral, ful več folka. Skozi je bilo več. Ampak prvi trenutek je bil ful fino, ko smo se poznali sam tak po teh forum, nicknamih in samo tako, čak, Avian of Konoha? Ne, takrat sem bil še Naruto Translate. To še Naruto Translate? Takrat sem bil znan sem kot fansubber, probably, to je bil moj main štik takrat. Pa takrat je bilo vse vrsto lažje. Ti si bil vedno Dango. Ti si bil kaj? Ne, jaz nisem bil nič, jaz sem skar prišel, jaz sem iskal, Greg je bil vedno znan kot, on je bil čista energija. On je bil čista energija. Ja, sej še dan, ball of energy, pa vedno je za kaj takšnega. Zdaj sem že star, zdaj že gre.